dober dan, 886.257 evrov in 37 centov. Toliko znaša vsota, ki jo stranka SDS pričakuje od države zaradi politične škode, ki je bila povzročena z zadevo Patria. Ta politična škoda je pa prevedena v poslovno škodo. Tisto, kar mene bega, ne, je, kako prideš do številke 37 centov. Ne. Okay, to, da je 886.000 tam, ne, neka tako, čez palec številka, bi razumel, 37 centov pa ne razumem. Tako znanstveno zgleda, ne, tako, prav, da bi po znanstveni metodi prišli do prevoda politične škode v ekonomsko škodo. Najprej morava ljudem na očeh premisliti in ugotoviti, da sva padla na finto ali nisva padla na finto. Teh 37 centov, to jaz ne bom mogel spati, dokler nam razumel. Pred časom sem dobil eno knjigo, oziroma en zapis, se ne spomnim natančno več, neke stranke, ki mi je napisala, tole vam pošiljamo, ali lahko o tem pišete, pa če tudi kritizirate. Ne? Ja. Skratka, hoteli so povedati, nas ne zanima, a govorite dobro ali pa slabo o nas, ampak prosim, govorite. Ne? Ja. Zato se moram opredeliti do tega, če odpreva to temo, ali sva padla na finto ali nisva padla na finto. Ne? To gre v dve smeri. Ena smer je pač ta, da zadevo ignoriraš, pa je drugi ne ignorirajo. Ne? V tem smislu taka nora poteza, kot je tale, konkretno s temi centi, v vsakem primeru uspe. Ne? Se pravi, ignorirati ne moreš, zaradi tega, ker drugi ne ignorirajo. Ja. Lahko pa to stvar postavljaš v kontekst, si vzameš čas in pojasniš tako nadrobno, ne? Da se ljudem odprejo oči, ne? In potem ustrezno ukrepajo, ko je treba ukrepati. Ne? Se pravi, veš, jaz, ko vidim cente, ne, sklepam, ne, veš, da so z neko znanstveno aparaturo šli ugotavljati, kakšna je poslovna škoda. Ne? In potem, ko ocenim... Kaj pa jaz sklepam? Da jim je samo za denar, za ljudi, ne? Ker človeka ne moreš od decimalke nazaj, kam mu boš nohte odrezal, prste odsekal, ne? Skratka, če se neka stranka naslavlja na ljudi, se mora na ljudi v enem kosu, ne? In ne more zdaj z metodami, ki finančno vrednotijo stvarnost na decimalke, da dokaza, da jim je za enovitega človeka. To se pravi, njihovi interesi so z decimalkami globoko parcialni, pred decimalkami pa plehko in plitvo, vendar še zmeraj parcialni. Ne? Skratka, to, da ti prevajaš neko politično stvarnost v nek denar in pri tem niti ne izkazaš metodologije, kaže na to, da v bistvu nimaš nobene svoje lastne politične filozofije, ampak greš v bistvu za metodo grabljenja moči, oblasti. Pa imaš poslovno filozofijo, pa imaš. Ja, biznis. Skratka, in še bolj perverzno, kšeftarsko. Ne? Ja. Posel je v bistvu lahko tudi častna stvar. Ne? Tako kšeftanje, barantanje z oblastjo v izračunu, koliko izgubiš in koliko dobiš finančno, ne? To je pa malo perverzno. Ne? Jaz sem tako, neko naivno predstavo politike, ne, da politika je prvič, ne, umno upravljanje skupnih zadev in drugič, da je politika služenje ljudstvu. Politika ni izvajanje oblasti, ne, izraženo v številu mandatov v državnem zboru, ni pravica, pač pa privilegij, ki ti ga da ljudstvo. Ne. Zdaj pa tisti denar, ki ga stranka dobi iz proračuna, je pa kompenzacija za to, da nekdo ima privilegij služiti ljudstvu. Ja, iz te logike... Tukaj ne bi pa sklepal, ne, veš, da je upravljanje politične funkcije nekaj, kar ti po avtomatizmu nekam pripada. Ne pa
nekaj, kar moraš imeti kot privilegij. Ne. Zdaj, druga stvar, ki me pa strašno zbega, ne, je pa tako, ne. Dobar, a je bila stranki povzročena politična škoda ali ne, zaradi zadeve Patria, potem se da debatirati. Ne. Vemo tudi, ne, da je marsikomu v teh krajih bila neopravičeno ali upravičeno zaradi tega ali onega razloga v zadnjih 25 letih ali pa v večjih letih že povzročena kakšna politična škoda. Ne, potem pa imaš politično škodo izraženo v, ne vem, hipotetični izgubi števila mandatov v parlamentu, pa potem to prevedeš v poslovno škodo. Ne, in ta prevod, ne, politične škode v poslovno škodo je meni zelo zanimiv, zelo vreden pozornosti, kajti, ne, veš, prvič, odkar jaz spremljam politiko, nekdo skuša ta prevod izvesti. Ne, pravi, iz politične škode v poslovno škodo, s tem, ne, ko pa operiraš z nastalo poslovno škodo, ki znaša 8.000 oziroma 886.257 evrov in 37 centov, ne, poveš pravzaprav, da je politična dejavnost ekvivalent poslovne dejavnosti. Kar pa po mojem iskrenem prepričanju ni in ne sme biti res. Pa če bi bila, to sporočilo, da je to ekvivalent sebične poslovne dejavnosti, ker tukaj je dvojen hakelc, ne. Prvič, ne. Vsaka poslovna dejavnost je sebična. Ja. Ni nujno, lahko je altruistična, ampak ta v tem primeru sporoča, da je sebična, zato ker hoče denar za sebe. Torej, če oni od države, katero ne bi predstavljali tudi sami, ne, iztržijo 800, skoraj 900 tisoč evrov, ne, v tem primeru ta denar dobi stranka. Ne. Ja. Oni pa v bistvu sporočajo dvoje, da prvo, kar so oni ljudsko predstavništvo, kar po definiciji strankarski sistem predstavlja, ne, omogoča ljudsko predstavništvo, torej bi oni, če bi imeli čiste karte na mizi, ne, morali reči, da je treba tistim ljudem, ki niso imeli zaradi teh in teh okoliščin možnosti objektivno pravilno voliti njih, ki so edina prava stranka, so torej oškodovani ti ljudje, ne? In zato je treba 900 tisoč proporcionalno razdeliti med tiste, ki so to možnost, bili za to možnost oropani. Ne? Zdaj pa oni postopajo drugače. V imenu tistih, ki bi naj bili oropani, pri čemer seveda ni jasen kriterij, kako jih določati, kar je najhujše, ne? Ampak v imenu tistih ljudi hočemo 900 tisoč evrov zase, ne? Vzeli jih bomo pa tem, ki so bili prikrajšani, zaradi tega, ker gre iz splošne javne mase denarja, ki se ji reče davki, in tisti, ki jih plačujejo, se jim reče davkoplačevalci. Ne? Se pravi, gre za dvojni nateg tistih, ki bi jih potencialno volili, če bi bili pravilno informirani. Ne? Ja. Popolnoma, bom rekel, zgrešena platforma. Ne? Ja, meni je še en vidik zanimiv. Ne? Veš, to merjenje poslovne škode, pa to preveden v nek oziroma merjenje politične škode, pa to prevedeno v denarni ekvivalent. Ne? Namreč, recimo, ne, veš, da imaš ti v političnem boju neke mehanizme, ki so vgrajeni v ustavo, ne, da se razumemo, ki so namenjeni točno temu, da političnemu tekmecu povzročiš določeno politično škodo. Ne. Recimo, to je mehanizem interpelacije. Ne. En minister ga mal biksa, ne, potem se pa zoper njega napiše interpelacijo, ne, in se ga skuša zrušiti. In ne, vsaka interpelacija za ministra pomeni določeno politično škodo. In seveda šanso za tožbo, ne, proti nekomu. Ne. Recimo državi. Zdaj se meni zastavlja vprašanje. Teoretično bi lahko tožil državo, zato ker je omogočila tak sistem. Ne. Recimo, ne. Ja. A veš, pa imaš pa interpelacijo, ne, ki se izkaže za neutemeljeno, ker ni zbrala zadosti glasov, ne, treba je 46 glasov zbrati, zato da
ne, Ja. je v merjenju... To je dobra primerjava. A veš, da je v Ker merjenju... to bojo zdaj recimo... Zdaj, a bo ministrica za zdravje, ne, če tožila preživi, državo, ne, ker njej bo, ne, povzročena neka politična škoda. Ne. in to neizmerljiva, ne, kar lahko rečeš, da je neizmerna. In v končni fazi... Lej, mislim, a je neizmerljiva, ne? Mogoče bo pa ona rekla, v redu, ne? Sem imela 900 tisoč, avgusta, ona bo rekla 886, 257, 38 centov na 37 centov, lahko prijavi. Ona lahko reče, ne vem, ne? Sem imela na javnomnenjskih lestvicah julija tak pa tak rating, pa mi je pa padel, če tudi, ne, je interpelacija pokazala, da sem čisto v redu ministrica. Potem bo prišel na tiskovno konferenco Janez Janša in bo rekel, da je ta ideja tako absurdna, da je niti ne bo komentiral. Ne. S čimer bi se jaz strinjal. Tudi jaz, ampak v tem primeru imajo potem prav tudi tožilci, ki pravijo, da je njegova ideja zdajšnja tako absurdna, da je sploh ne nameravajo komentirati. Ne. Ampak mi dva jo vse morava skomentirati. Mi dva jo pokomentirava zato, ker ugotavljava, ne, da so ta dejanja, politični manevri, kakršni se zdaj SDS oprijemle, verjetno po naročilu predsednika, ne, obupna ali pa iz obupa in se na ta način pomikajo ali pa premikajo še globlje v močvirje, v katerem tičijo. To je v bistvu nek način, ko pokažeš, da res nimaš več pravih idej in predvsem, da nimaš absolutno nikakršne državniške mentalitete. Ad ena je to, kar si ti povedal, da je prevajanje politične škode v denar samo po sebi. Reč domnevne politične škode. Domnevne, seveda, no, ali domnevne ali pa realne, se je popolnoma vseeno, ampak prevajanje to v denar je samo po sebi, kako ne rečem, dejanje iz obupa, ne? Ali pa dejanje iz popolne samomorilno dejanje, če hočeš, ne? Ker ti ne moreš ljudem, ki niso nič krivi, zaračunati tega, kar je njemu storil nek imaginarni nasprotnik, ne? Sodstvo pa vendar svoje poslanstvo more vršiti, ne? Kar se še enkrat lahko ponoviva, bistvo problema Patrie. Bistvo problema Patria ni v tem, da se očitana dejanja niso zgodila in da se niso zgodila na način, kot so bila očitana in da se niso realno zgodila in da niso realni krivci tisti, ki so bili obtoženi. Ne? Sporočilo Patrie je v tem, da je prišlo do proceduralnih napak. Ne? Ja, oziroma, ne, da ta veriga vzročnosti vendarle ni bila tako vodotesna, kot bi ustavno sodišče menilo, da more biti. Ne? Rezultat je bil pa koliko že 5-4. Ne? Tako, ne? Zdaj, tako, ne, zdaj, o tem znesku 800... Po domače povedano, tisto, kar smo upali, da bomo mogoče kot sramoto, pa ne pravosodja, ampak kot sramoto naše demokracije pozabili, ne, so nam ti svetli ljudje zdaj spet prinesli na sonce, ne, in spet obnovili stare rane. Ne, in jaz se vprašam zdaj sledeče, ne, če je njihova škoda merljiva v pravzaprav takole nizki vsoti, kot je 1 milijon evrov, ne, potem obstaja, če ta logika seveda vzdrži, obrnjena logika in je treba javno začeti preračunavati škodo, ki je nastala z očitano trgovino z orožjem prvič po državljankam in državljanom. Vsem državljankam in državljanom, potem pa neizmerna politična škoda v procesu vsega tega lovljenja duhov po Sloveniji, neizmerna politična škoda v obdobju in pa gmotna škoda v obdobju 2004-2008, ko je potekala... Tam pa je po mojem gmotna škoda kar nadaljuje. Je merljiva, ne? Jaz mislim, da je, ne? Vidiš, zdaj bi država bi morala tožiti SDS in gospoda Janša za škodo, ki jo je on storil, seveda, če njegova logika vzdrži, ne? Ker zdaj govorimo na podlagi predpostavk, na podlagi pravil igre, ki jih je on postavil. Ne? Ja. Kar pomeni, če je to merljivo, potem je treba spet še enkrat zavrteti film nazaj, spet v Mercator, je treba iti spet v velike privatizacije, je treba iti v velike korupcije, ne nazadnje je treba na novo odpreti Patrio in ne nazadnje se je treba zavzeti za to, da parlament sprejme nov zakon, po katerem je možno kaznovati lumpe retroaktivno. To se pravi, tudi če so sodišča že oprostila, ne, ni važno, retroaktivno gremo še enkrat, se konc koncev imamo tako krivosodje, ne, in krivosodje. To sem hotel še prešparati za... Se bo za na koncu, ampak recimo drugi vidik dejansko je, da če vstopimo v to logiko, ne, potem je treba dejansko spisati nov račun SDS-u in ga podobno, ne, kot Melania Trump poskuša slovenske obrekovalce tipa Požar spraviti ob
Posel, ne, spraviti potem stranko SDS v konkurs, ne. Če ta logika vzdrži. Govorimo o predpostavkah te logike, ne. Ja, ampak jaz mislim, da ne zdrži, ne, da je Ja, seveda ne zdrži, ta logika je nelogična. Ta logika je globoko nelogična, globoko protislovna in zato sem se na začetku vprašal, a sva padla na finto, zato ker je to tako neumno, da vse, kar okrog tega lahko počneš, je veliko hrupa in od tega veliko hrupa se velikokrat izgovori besedo SDS in Janša in to je natanko to, kar rabi, ne, se pravi, kar hoče. Zato, ker ne prenese miru, ne prenese miru, očitno, ne. Ne gre, tu se pravi, tu ni brez veze izgubljati velike besede, kot so državotvornost, ustavnost, pravičnost, eudaimonija, rečemo še pa po grško, vse te velike državniške, velike izraze polisa, ne? Ja. Rečemo tudi visokomiselnost kot megalopsihija in tako naprej. Megalopsihija. Tako je, ne? Te izraze lahko opustiva, ne? Zaradi tega, ker tukaj ne gre za megalopsihija mi zveni kot diagnoza ena. Dober je, ujel si me. No, skratka, gre preprosto za to, ne, da nekateri ljudje v slovenski politiki ne prenehajo ne presenečati, ker to ni presenečenje, ampak ne nehajo znova in znova vnašati elemente preddržavniške govorice, elemente pravzaprav že kar patološke govorice, in če hočeš norosti, ne, v slovensko politični prostor, ki vendarle potrebuje nek razmislek o strateškem razmisleku prihodnosti, ne, bi jaz rekel, ne. Suma summarum, ne, če vse skupaj seštejeva, ne, je treba povedati na to, ne, da ta epizoda zdaj spet bistveno vpliva na status desnice. Ne. In ta status desnice postaja tako zelo klavrn, da je že nevarno klavrn, ne. Recimo, klavrna je tudi levica, no, tako. Že sam tukaj zdaj ne obravnavava levice, ne. Ja. Ko bo obravnavala levico, ne, pa center tudi je klavrn. In bova nasula svoje, ne, saj v bistvu, če taka desnica lahko s takimi prosperira, potem je nekaj klavrnega v tem dejstvu. Ampak recimo, če vzamemo sam prejšnji teden, ko sva obravnavala problem ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc in pa zdravstvenega problema, ne, ko je Nova Slovenija v bistvu nastavila sekiro na svoje lastne korenine in niti ni uspela odsekati korenin, ko je že vskočila SDS in Janša in jih prehitela za interpelacijo, ne, kar je v bistvu na nek način dobrodošla poteza, zato ker v bistvu ne segregira desnico po kosih, ampak enostavno da v en paket in v enem paketu pojasni, kako neoliberalne nastavke ima in kakšne norosti, neracionalnosti si oprijemlje za to, da bi si pomagala in sistem lahko samo škoduje. Zakaj si lahko škoduje? To smo ugotovili, ko smo naredili intervju z profesorjem Tošem, ne, iz empiričnih javnomnenjskih raziskav je popolnoma jasno, ne, da desnica lahko prosperira samo pod pogojem, če zasede egalitarne pojme, ki slovenskega naroda ne ogrožajo od zunaj in ne ogrožajo po kapitalu. Socialne. Tako je, socialne. In desnica, kot bi rekli v Nemčiji, veš, kapitalizem z izrazitim socialnim korektivom. Ne? Tako je, ne? In desnica ima šanse samo na tem polju, ampak nikjer drugje. Predprosto zaradi tega, ker ima profilirano populacijo in ima profilirane teme. In to je ena od ključnih tem, ki jih ne sme zamočati. In zdaj gre in jih zamoči in to v paketu. Ne samo, NSI zdaj v to skočila še SDS. Ne? Skratka, to so samomorilne poteze, ki se na koncu ne izidejo in zato, ker je preostanek prevelik, potem pa vedno, vsaj pri SDS in pri Janši, pridejo take poteze, neracionalne. Napad na pravosodje. Z argumentom, da je to krivosodje. Ja, ampak zdaj bo pravosodje, ne, ki naj bi bilo odgovorno za škodo v višini 806, da se ne matram, 900 tisoč, ne, bo zdaj to pravosodje razpravljalo o tem, ali je samo povzročilo škodo v tej višini. To je tretji paradoks. Ja, tukaj bo pa zdaj, ne vem, ne, veš, Kadija je obtožen, Kadija tuži, ne, Kadija sudi. Tretji paradoks je preprosto v tem, ne, da gre za naslovilom, da je krivosodje nepošteno in krivo, vloži tožbo na inštanco, ki jo obtožuje. In
še hujše, obtoži instanco, ki ga je oprostila. Ja. Ker v končni fazi je bil oproščen, prav zaradi tega, ker pravosodje za svojimi zaščitnimi mehanizmi deluje. Ne? Ki se ga tja do ustavnega sodišča. Ja. In to je vse v enem kosu. In to je tretji paradoks v seriji paradoksov, ki so v bistvu sestavljajo neko veliko politično norost. Ne? To se pravi, da in potem toži pravosodje, zraven mu pa že napiše sodbo, da naj on naprej toži, ne, ali pa naprej kaznuje konkretne posameznike. Tega in tega. Ne. Ja. Torej, to je res dejanje iz obupa. Ne. Ampak res dejanje iz obupa. Ja. Ampak, veš, zdaj, karkoli se bo zgodilo, ne, bo potem interpretacija, ne, sej drugačni mogli biti, ker so o tožbi razpravljali pravzaprav ljudje, ki so del istega plemena, ne, kot toženi. Sej na tej točki midva v bistvu razpredanje o tem lahko nehava, pa greva v bolj produktivne ugotovitve. Recimo, predvsem je dejstvo to, da Slovenija v tem trenutku, recimo zdaj je bilo na Bledu razprava o varnosti. Ne. Ja. Recimo, to je že ena tema, o katerih bi bilo mogoče diskutirati tudi na nacionalni ravni. Ne samo na evropski in pa globalni, ampak tudi na nacionalni ravni. Možno bi bilo diskutirati o tisto, kar so zadnjič celo predlagava še enkrat. Naj politika nastavi vizijo slovenske državne prihodnosti na temo sociala. Torej, ali sta si sociala in pa socialno varstvo in pa zdravstveno varstvo, zdravstveni sistem in pa šolstvo lahko v nasprotju z kapitalizmom? Trditev naša je, da ne, v nobenem primeru. Na švedski primer to lepo dokazuje. Zakaj? Zaradi tega, ker dobro organiziran, egalitarno nastavljen šolski recimo sistem, ki omogoča enakost v možnostih in pa možnost za enakost, kar socializem je zagotavljal, ne, je v končni fazi najbolj produktiven prav za gospodarstvo v povratni zanki. Ko ti izšolaš ljudi, ko imajo pogoje za to, da lahko osvojijo določena znanja, jih vrnejo nazaj v gospodarstvo. Ne. Če ti neposredno instrumentaliziraš, pa segregiraš, to se pravi, samo določene panoge so tiste, ki so perspektivne, vse druge niso, potem pa se te ljudje izšolajo, pa tista panoga propade, kar pa potem ne. Naenkrat izgubiš generacije, izgubiš vse segmente. Skratka, to je tema za prihodnost, ki bi jo slovenska politična srednja diskutirati, potem bi morali dati dejansko na mizo, ne, in tle je sramota desnice taka, da se iz nje ne more pobrati, ne, če bodo le ljudje to spregledali, ne, da je šla v bistvu nasproti zdravniškim, pa zdravniški je še najmanj, ne, ker zdravniki dejansko imajo svoje argumente za tisto, kar govorijo, ampak tem menedžerskim lobijem, farmacevtskim lobijem, potem raznim mednarodnim interesom, ne, na področju slovenskega zdravstva, ne, na področju zavarovalništva, na področju vseh teh neoliberalnih pritiskov, o katerem se v svetu že diskutira, pri nas gremo pa noter, kot da bi odprli Biblijo in kot da je to edina pot za v nebesa. Ne. V bistvu pa že zdaj vidimo, da gre v pekel. Ne. Skratka, to bi slovenska politika zdaj lahko debatirala in dejstvo, ne, da gre Janša in SDS odpirati neko tako temo, je približno tako, veš, kot da bi na kolo dal neko železno kroglo, kot naketno ujetniku in konja pognal v dira, ne, zaradi imaš pa zaviralne momente. Ne. To je to. Ne. In to je velika škoda. Ne? In bottom line vsega tega, kar govoriva, kvo vadi slovenska desnica? Ne? To postaja nacionalno škodljivo, ker kaj se bo zgodilo, če bo slovenska desnica postala in že je neproduktivna, ne? Potem se tudi levici ne bo treba diferencirati in delati na vsebini. Ne? Ker bo vedno na volitvah ubirala tone, če ne boste nas volili, boste pa tole dobili. Ne? In to ni afirmativna govorica, ampak je vedno obrambna govorica. Kako ne mi naredimo suvereno državo, če nastopamo v javnosti iz obrambne govorice? Ja, mislim, vodi v končni fazi do tega, da infantilni politični razred, namesto da bi nekoliko odraščal, postaja še bolj infantilen. Tako je. Hvala lepa za pozornost.